Nesreča se je zgodila med spustom po strmem žlebu, znanem kot ozko grlo. 11 plezalcev je umrlo na drugem najvišjem vrhu sveta, potem ko je plaz odnesel nekatere plezalce in druge pustil ujete. Vsak plezalec, ki osvoji K2, mora na poti navzgor stopiti mimo trupel. 2. avgust 2008 na višini 8230 metrov. K2 je v enem dnevu ubil 11 plezalcev, potem ko je ekipa za nameščanje vrvi naredila usodno napako, ki se ne bi smela zgoditi. Če bi bila to katerakoli druga gora, bi lahko preživeli. Toda K2 je njihovo napako takoj kaznoval z grozljivo posledico. 11 trupel je še danes tam zgoraj. Kaj ti, ko se odločiš stopiti na K2, si popolnoma odrezan od preostalega sveta. Helikopterji ne morejo leteti nad 20 000 čevljev. Če ti ne uspe priti dol, K2 postane tvoj dom za vedno. Nekatera trupla so našli popolnoma ohranjena, z vso opremo in oblačili še vedno nedotaknjenimi, kot da bi se čas ustavil in preprosto noče več steči naprej. Od 40-letnega očeta, ki je žrtvoval svoje življenje za sina, do plezalcev, ki so svojemu vodji pogledali v oči in odločili o njegovi usodi. To so zgodbe 23 plezalcev, ki jih je K2 zadržal v večnem ledu. Dobrodošli v Ekstrem. Muhammad Ali Sadpara iz Pakistana je svojo kariero začel kot nosač v svojih 20 letih. Od nošenja torb drugih ljudi za manj kot $12 na dan se je povzpel do tega, da je postal najbolj cenjen alpinist v Pakistanu. Do leta 2020 je osvojil 8 od 14 svetovnih gora, višjih od 8000 metrov, vključno z Lotsejem, znamenito zahtevnim Makalujem in uspešnim vzponom na K2 poleti 2018. Kljub temu ga to ni rešilo pred izginotjem na K2 leta 2021 v okoliščinah, ki, iskreno povedano, zvenijo kot prizori iz grozljivke. K2 v več kot 70 letih poskusov še nikoli ni bil osvojen, po zimi niti enkrat. Vsak drug vrh na svetu, visok 8000 metrov, je bil sčasoma osvojen tudi po zimi, samo K2 ni bil. Gora, visoka, 8611 metrov, leži v pogorju Karakorum in ustvarja tako ekstremno vreme, da je Everest ob njih videti skoraj prizanesljiv. Govorimo o temperaturah pod -51 stopinjami Celzija, vetrovih, ki presegajo 190 km/h in skoraj nemogoče ozkih vremenskih oknih za vzpon na vrh. Za obsedenega, strastnega alpinista je K2 bolj kot prepovedani sadež. Največji plezalci vsake generacije so poskušali osvojiti vrh K2 po zimi, a so jih razmere vedno pregnale nazaj. Do 16. januarja 2021 je nepalska ekipa točno to tudi storila. Dosegli so prvi zimski vzpon na vrh K2 v zgodovini. Seveda je bil Mohamed razočaran, a hkrati nekako tudi vzpodbujen. Ker Pakistanci K2 imenujejo svojo goro, bi prvi pakistanski zimski vzpon moškega iz vasi blizu Skarduja, ki je začel kot nosač, pomenil nekaj, česar nobeno potrdilo o vzponu ne bi moglo v celoti zajeti. A vendar je bil nepalski vzpon trenutek, na katerega je alpinistični svet čakal že od 80 let prejšnjega stoletja. In če so to lahko storili Nepalci, bi to zagotovo lahko storil tudi on. In da bi dodal še en preobrat, bi poskusil brez dodatnega kisika. Tako je Mohamedova ekipa kmalu zatem prispela na goro za svoj poskus. Njegova partnerja sta bila 47-letni John Snorri iz Islandije, prvi Islandec, ki je osvojil K2, in 33-letni Juan Pablo Moore iz Čila, ki je bil najhitrejši človek, ki je kdajkoli osvojil Everest in Lhotse brez dodatnega kisika. Z njimi je bil tudi Mohamedov sin Sajid, ki je imel 21 let. Poskus vzpona na K2 po zimi, kot so ga izvajali vsi trije, pomeni delovanje v pogojih, kjer telo aktivno ugaša. Telo se na to ne more aklimatizirati. Vzdrži lahko le omejen čas, preden začnejo sistemi, ki človeka ohranjajo pri življenju, odpovedovati. Vsaka odločitev na K2 je odločitev med življenjem in smrtjo. Ekipa je tako kot mnoge druge na gori tisto noč, 4. februarja po noči, zapustila tabor 3 na 7300 metrih. Tekmovali so skoraj nemogoče kratkim vremenskim oknom in nadaljevali v popolni temi ter ledenih temperaturah. Vzpon je bil že tako zelo zahteven, ko se je le nekaj ur po začetku vzpona pojavil pravi nočna mora.
Tam v temi so njihove naglavne svetilke ujele rob ogromne in na videz brezdanje ledeniške razpoke, ki je prečkala edino pot na goro kot odprta rana čez led. Za druge plezalce na gori tisto noč je bil to konec njihove poti na vrh. Pogledali so v tisto temno praznino in se takoj obrnili nazaj. Ni bilo vredno. Mohamed, John, Juan in mladi Sajid so se odločili drugače. Medtem ko so se drugi umikali na varno, so 4 možje skočili čez strašljivo vrzel. Na tej točki so bili zdaj popolnoma sami. Vzpenjali so se naprej, dokler niso dosegli mesta blizu ozkega prehoda na približno 8200 metrih, kjer je Saidov regulator kisika odpovedal in je zaradi izčrpanosti umedlel. Njegov oče, Ali, je za vsak slučaj nosil rezervno jeklenko, vendar tudi ta ni pomagala, saj je imel Said težave tudi z masko za kisik. Jasno je bilo, da ne more več slediti. Zato je Mohamed pogledal svojega sina in mu rekel, naj se vrne v tabor 3, naj si odpočije in počaka. Nato se je obrnil in nadaljeval vzpon z Johnom in Juanom. Zadnjič so jih žive videli nad ozkim grlom, približno ob 10. uri zjutraj 5. februarja. V taboru 3 je Sajid čakal cel dan in opazoval pobočja, ali bo zagledal kakšen znak, da se vračajo. Bil je šibak in bližala se je snežna nevihta, zato se je še naprej spuščal do baznega tabora. Ko je prispel tja, je takoj sprožil alarm in pomoč je bila poslana. Pakistanski vojaški helikopteri so v naslednjih dneh preiskovali do višine 6000 metrov. Letalo vojaškega letalstva je krožilo nad zgornjim delom gore. Ničesar niso našli. In to je eden od razlogov, zakaj je K2 tako nevaren. Helikopteri ne morejo leteti više od 6000 metrov niti v lepem vremenu. 18. februarja 2021 so oblasti uradno razglasile vse 3 moške za pogrešane in domnevno mrtve. Reševalne akcije so zdaj imele smisel le še za prenos trupla. In 4 mesece kasneje, 26. julija 2021, je ekipa Sherp, ki je nameščala vrvi nad 4. taborom, našla trupla Mohameda, Johna in Juana blizu ozkega grla. Mohamed je bil približno 300 metrov pod vrhom, pritrjen na fiksno vrv z osmico. John pa je bil višje na vrvi. Ko se vzpenjaš na K2, uporabljaš mehansko sponko, imenovano Jumar. Na osmico preklopiš, šele ko se spuščaš po vrvi navzdol. Ko so našli Mohameda, pripravljenega za spust, je to pomenilo, da niso zmrznili na poti navzgor, ampak so se spuščali dol. Glede na to, kako visoko na gori so bili, to močno nakazuje, da jim je dejansko uspelo. Dosegli so vrh, dosegli nemogoče in umrli na poti nazaj dol. A nikoli ne bomo mogli vedeti zagotovo, ker so bili raztreseni po coni smrti. Mohamed je bil najden 300 metrov nad ozkim prehodom. Še 100 metrov stran je ležal John Snorri, viseč na poškodovanem sidrišču. In Juan Pablo Mood je bil najnižje od vseh, blizu mesta, kjer bi moral biti tabor 4, tesno zvit kot dojenček, ki se ziblje v spanec. Zdi se, da je šel naprej pred ostalimi, se ustavil, da bi jih počakal in zmrznil na prostem. Sajid se je povzpel na goro do svojega očeta. S pomočjo svoje ekipe je previdno spustil očetovo zmrznjeno telo na sneg blizu tabora 4. In tam, stoječ na strmi polici z vsem prepadom K2 pod seboj, je sin opravil islamske pogrebne obrede in končno položil očeta k večnemu počitku. Nato se je povzpel višje do Johna in našel tisto, na kar so preiskovalci čakali. GoPro kamera je bila skrita v Johnovih oblačilih. Bo pokazala vrh? Bo dokazala, da je Mohamed naredil to, zaradi česar je šel tja gor. Svet je zadržal dih, saj bi lahko ta kamera, če bi vsebovala le nekaj sekund posnetka, prepisala zgodovino. To bi dokazalo, da so osvojili K2 sredi zime, preden jim je gora vzela življenje. Toda K2 je tako krut kot hladen. Brutalne temperature v coni smrti so popolnoma uničile notranjo baterijo kamere. Tako je GoPro, ko so ga končno izvlekli in analizirali, dal le en poškodovan posnetek. Časovni žig pa je kazal na ključen datum izpred več let. Bil je neuporaben. Posnetki in resnica o njihovih zadnjih urah so bili uničeni. Morda nikoli ne bomo izvedeli, ali so pred smrtjo stali na vrhu. Gora je obdržala svojo skrivnost. Medtem ko sta Mohamed in Juan dobila svoj zadnji počitek v taboru 4, ki jo je tam pustil Sajid, se je potovanje Johna Snorrija končalo drugače. Njegova družina je leta 2022 priletela iz Islandije v Pakistan in opazovala neuspešen poskus reševanja.
dokler se niso končno sprijaznili z dejstvom, da njegovo telo ostaja tam, kjer ga je Sajid našel, pripetega na tisto fiksno vrv nad ozkim prehodom na 8400 metrih. Morda se sliši nenavadno, vendar je poskus reševanja trupla iz smrtne cone pogosto prav tako smrtonosen kot sam vzpon. Na 8400 metrih, kjer je zrak izjemno redek, zamrznjeno človeško telo postane trda ledena gmota, težka več kot 90 kg. Premikanje te mrtve teže po skoraj navpični steni, ki je gladka kot led, zahteva pravo malo vojsko plezalcev, ki pri vsakem koraku tvegajo svoja življenja. Muhamedova zapuščina ostaja nedotaknjena od ledu. Pakistan je po njem poimenoval plezalne stene, parke in inštitut za adrenalinske športe. Toda zimska katastrofa leta 2021 ni bila prvič, da je K2 ujela plezalce v svojih najvišjih predelih. Da bi razumeli pravo, neizogibno grozo divje gore, se moramo vrniti še dlje, v sezono, ki je svetu prvič pokazala, česa je ta gora resnično sposobna. Avgust 1986, ali kot ga imenuje svet alpinizma, črno poletje. Pred tistim letom je K2 doživel razmeroma malo uspešnih vzponov in še manj velikih tragedij. A vendar je bilo leto 1986 drugačno. Bazni tabor je bil poln kot še nikoli prej, saj so se zbrale odprave z vsega sveta. To je bila eksplozivna mešanica velikih egov, močnih ambicij in narodnega ponosa. In prav sredi tega natrpanega, zelo tekmovalnega vzdušja sta bila dva izjemna britanska alpinista, vsak v lovu za svojim posebnim mestom v zgodovini. Prvi je bil Alan Rouse, 34-letni britanski alpinist, ki je rad živel na robu. Bil je nemiren, ambiciozen in vedno v iskanju naslednje zahtevne smeri. Medtem ko so drugi alpinisti uporabljali velike ekipe, fiksne vrvi in jeklenke s kisikom za počasno osvajanje Himalaje, je Alan zagovarjal alpski slog plezanja. Pristopil bi k ogromnim smrtonosnim vrhovom, kot sta Janu ali Nupce, le s partnerjem, eno vrvjo in nahrbtnikom hrane, ter jih poskušal preplezati čim hitreje. Brez kisika, fiksnih vrvi ali zaledja. To je pomenilo, da je en napačen sunek vetra ali najmanjši zdrs pomenil smrt. To je počel, ker zanj plezanje ni bilo le šport, ampak njegovo življenjsko delo. Poseben občutek gibanja po terenu, ki bi te ubil, če bi naredil napako, ga je izjemno osredotočil. In sredi 80-ih let prejšnjega stoletja noben teren ni ponujal tega občutka, tako kot K2. Alan je že poskusil enkrat prej, leta 1983, in mu ni uspelo. Tokrat ni nameraval oditi praznih rok. Njegova odprava je sprva nameravala osvojiti K2 po njenem zloglasno zahtevnem severozahodnem grebenu, vendar ima K2 svoj način, da uniči še tako dobro zastavljene načrte. Po tednih boja z neizprosnimi nevihtami, plazovi in popolno izčrpanostjo je bila njegova prvotna ekipa razbita. Večina jih je sklenila, da odidejo domov, toda Alan ni hotel odnehati. Odločil se je, da se vrne. Saj ga je v Angliji čakala noseča punca, je bila to verjetno njegova zadnja, resnično nevarna odprava, preden se ustali. Tako je, gnan z nevarno mešanico ambicij in obupa, sprejel usodno odločitev. Opustil je svojo prvotno pot in se pridružil odpravi Julie Tullis, skupini, ki so jo sestavljali plezalci iz Avstrije in Poljske. Julie, ki je bila 47-letna mati dveh otrok, je bila izkušena snemalka iz Anglije. Tudi sama je bila tukaj, da bi ustvarila zgodovino, saj je želela postati prva Britanka, ki bi osvojila vrh K2. In to je bil resen cilj, saj so imeli Britanci takrat že ponosno, a ne popolno zgodovino v himalajskem alpinizmu. Da, Edmund Hillary je leta 1953 slavno popeljal britansko odpravo na vrh Everesta, vendar pa do takrat na vrhu K2 še nikoli ni stal britanski alpinist. Alan in Julie sta nameravala to spremeniti. Načrtovala sta, da bosta K2 osvojila po standardni abruci poti. In takrat so se ločene odprave združile v improvizirano ekipo sedmih, ki so vsi skušali osvojiti isti vrh po isti poti. Do začetka avgusta je vseh 7 plezalcev skupaj doseglo tabor 4 na 7900 metrih, zadnje počivališče pred vrhom. Zjutraj 4. avgusta se je Alan, brez vodnika ali partnerja, podal proti vrhu. Večino vzpona je sam utiral pot skozi globok sneg, čeprav sta ga kasneje dohitela 2 avstrijska plezalca. Skupaj so dosegli vrh okoli 16. ure.
Alan si je verjetno vzel minuto, da je užival v trenutku. Uspelo mu je. Bil je prvi Anglež, ki je osvojil K2. Toda na divji gori je zmagala iluzija. Doseči vrh je pravzaprav trenutek, ko si v največji nevarnosti, saj se moraš zdaj vrniti nazaj dol. Alan in ostali so začeli hitro sestopati. Vedeli so, da se morajo hitro spustiti, dokler je še sonce, vendar so približno 150 metrov pod vrhom videli, da sta dve osebi še vedno, kljub umirajoči sončni svetlobi, vztrajali in se vzpenjali navzgor. Bila sta Julie in Kurt Diemberger, avstralski plezalec. Alan in avstralski plezalci so ju poskušali prepričati, naj se obrneta nazaj. Opozorili so ju, da je prepozno za varen vzpon na vrh, toda Julie in Kurt sta bila tako blizu, da se v tem trenutku nista hotela obrniti. Tako sta Alan in ekipa nadaljevala svoj spust do 4. tabora, medtem ko sta Julie in Kurt vztrajala naprej. Končno sta dosegla vrh okoli 7. ure zvečer. Tudi ona dva sta ustvarila zgodovino, a hkrati sta stopila v past. Kajti ko sta začela sestopati, sta ju tema in izčrpanost zadeli kot vlak. In nekje visoko na tej gori med sestopom je Julie zdrsnila in padla. Zaradi njenega položaja in dejstva, da je bila privezana na Kurta, jo je nesreča hudo poškodovala in prisilila njo in Kurta, da sta storila nekaj nepredstavljivega. Preživeti celo noč na odprtem snegu na več kot 8200 metrih, brez šotora. Bila je to, ali pa nadaljevati s spuščanjem v temi, utrujena in poškodovana. Čudežno sta preživela tisto ledeno noč in naslednje jutro uspela priti do 4. tabora, kjer sta se ponovno pridružila Alanu in ostalim plezalcem. In to se ni moglo zgoditi niti sekundo prej, saj v trenutku, ko so bili vsi plezalci končno zbrani v svojih krhkih najlonskih šotorih, silovito večdnevno neurje popolnoma zajel 4. tabor. In tukaj je ena stvar glede zgornjih pobočij K2. Za razliko od Everesta, ki ga obdajajo sosednji vrhovi in nudijo rahlo zaščito, K2 leži bolj na severu in je nevarno osamljen. Tako ko vremenski sistem doseže zgornja pobočja, prinese sneg in stalne vetrove orkanske moči, ki udarjajo vse ali vsakogar, ki se premika. Da so razmere še bolj ekstremne, ko se ogromen sistem nizkega zračnega tlaka zaleti v goro, zračni tlak tako močno pade, da se dejansko zmanjša količina razpoložljivega kisika v zraku, s čimer postane cona smrti še bolj zadušljiva. In ker je zgornja pokrajina K2 strmo nagnjena piramida, ni širokih ravnih planot, kjer bi lahko varno preživeli nevihto. Tabor 4 je pravzaprav nič več kot nevarno nagnjena polica snega in ledu na približno 8000 metrih nadmorske višine. Večina plezalcev ga uporablja kot hitro, enonočno postojanko pred spustom v varno zavetje, a ta nevihta ga je spremenila v visokogorski zapor. Nevihta je divjala 6 dni. Veter je presegal 160 km/h, temperature so padle na -40 stopinj Celzija. Že veste, kaj se zgodi s človeškim telesom v coni smrti? Zdaj si predstavljate, da ste tam ujeti in se več dni ne morete premakniti. V šotorih se je občutek za čas izgubil. Hrane je zmanjkalo, še huje, zmanjkalo jim je plina za štedilnik. Brez plina niso mogli taliti snega za pitno vodo. Huda dehidracija je hitro nastopila in še poslabšala že tako uničujoče posledice pomanjkanja kisika. Počasi so umirali, ujeti v spalnih vrečah. Poslušali so veter, ki je grozil, da bo odtrgal njihove šotore s strme stene gore. Lahko so samo čakali. V noči na 7. avgust je izjemna višina terjala svojo prvo žrtev, Julie Tullis. Ni si jo pomogla po padcu, dnevi brez hrane, vode ali zadostnega kisika pa so bili za njen organizem preprosto preveč. Tiho je umrla v svojem šotoru, tik ob Kurtu. In nevihta je neusmiljeno divjala naprej. Do jutra 10. avgusta je nad goro končno zavladala nenavadna tišina. Silovita nevihta se je končno končala. To je bilo ozko, kratkotrajno okno za pobeg in preživeli so vedeli, da če se takoj ne spustijo dol, nihče od njih ne bo preživel. Zdaj ali nikoli, toda za Alana je ta premor v vremenu prišel prepozno. Mučni dnevi, ujete brez hrane, vode ali kisika, so izčrpali vsako kapljo njegove legendarne moči. Bil je pri zavesti, vendar je bil v strašnih bolečinah. Ni več mogel stati, ni več mogel hoditi.
Preostali plezalci so morali sprejeti resnično grozno odločitev. Predstavljajte si, da ste v tistem trenutku v tem šotoru. Dneve ste bili lačni, dehidrirani in ste se dušili v coni smrti. Vaše telo dobesedno žre lastne mišice, samo da bi ohranilo delovanje organov. Odprete zmrznjena vrata šotora, led poka pod vašimi ozebljimi prsti in zagledate jasno nebo. Rešitev vas čaka tisoče metrov nižje. Toda, da bi jo dosegli, morate pogledati svojega prijatelja, človeka, ki je utiral pot, človeka, ki je pravkar ustvaril zgodovino, človeka, ki ga doma čaka noseča partnerka in sprejeti grozljivo resnico, da ne more iti z vami dol. Zdaj si predstavljajte, da ste Alan Rouse. Bil je pri zavesti in je gledal plezalce, s katerimi je trpel, ljudi, s katerimi je delil rešilno vrv in jih opazoval, kako tiho odločajo o njegovi usodi. Niso imel izbire in globoko v sebi je tudi on to vedel. Tistega jutra ni bilo zabeleženih nobenih prepirov ali dramatičnih govorov. Ni bilo potrebe. V enem najbolj pretresljivih trenutkov v zgodovini alpinizma so Kurt in drugi odločili, da se rešijo in pustijo Alana v njegovem šotoru skupaj z Julijinim truplom. Toda pobeg iz šotora še ni pomenil, da so pobegnili s K2, saj gora še ni končala s pobiranjem svojega davka. Tistega jutra je iz 4. tabora stopilo 5 alpinistov, da bi v obupu poskušali preživeti. Kurt Diemberger, Willy Bauer, 2 avstrijska alpinista po imenu Alfred Imetzer in Hannes Wieser, ter poljska alpinistka po imenu Dobrosłava Miodović-Wolf. In ko so začeli omahujoče se stopati po strmih, ledenih pobočjih, jih je posledica tedenskega bivanja v coni smrti takoj dohitela. Tik pod 4. taborom, le nekaj 100 metrov od šotorov, ki so jih pravkar zapustili, sta Alfred in Hannes preprosto omagala. Njuna telesa, ki sta jih mučili huda snežna slepota in popolna fizična izčrpanost, so končno odpovedala. Tam sta umrla v snegu. Dobrosłava je nadaljevala pot, se borila navzdol tisoče metrov, a tudi ona je bila povsem izčrpana. Na koncu je omagala in umrla, privezana na fiksne vrvi med taborom 2 in taborom 3, kjer so jo našli naslednje leto. Pravzaprav sta od 7 plezalcev, ki so bili ujeti v taboru 4, živa, zgore prišla le Kurt Diemberger in Willy Bauer. Predvideva se, da je Alan sam umrl 10. avgusta 1986, sam v šotoru na 8160 metrih nadmorske višine. Za seboj je pustil svoje dekle, Deborah Sweeney. 3 tedne po njegovi smrti je rodila njuno hčerko, Holly. Za plezalni svet je Alan Rouse legendarni pionir, ki je živel na skrajnem robu in plačal najvišjo ceno. Holly je odrasla, ne da bi zares spoznala, kdo je bil njen oče. Poznala ga je le kot sijajno, ambiciozno legendo, ki je utirala pot na divji gori. 5 trupel je ostalo točno tam, kjer so umrli, v coni smrti. Tista plezalna sezona, leta 1986, je bila ena najslabših v zgodovini K2. In za razliko od drugih, gora je bilo tukaj strašljivo, prav zaradi popolne, brutalne banalnosti vsega skupaj. Ker si druge gore svoj sloves pridobijo z dogodki, kot so katastrofalne nevihte in podori serakov, ki v enem samem jutru vzamejo ducat življenj. Ena grozna sezona, ki izkrivlja statistiko za desetletja. K2 ne deluje tako. Poglejte številke. Od prvih resnih poskusov osvojitve K2 v začetku 20. stoletja je na njegovem vrhu stalo več kot 800 plezalcev. V istem obdobju jih je skoraj 100 umrlo pri poskusu. To pomeni, da je vsaj en plezalec umrl pri poskusu doseči vrh na vsakih 8, ki jim je to uspelo. Primerjajte to z Everestom. Everest je bil osvojen več kot 11.000-krat. Na njem je umrlo okoli 340 ljudi, to je stopnja smrtnosti manj kot 1%. K2 je statistično 10-krat bolj smrtonosen kot najvišja gora na Zemlji. In da bi razumeli, zakaj je K2 toliko bolj smrtonosen, morate pogledati razliko v tem, kako ti dve gori ubijata. Na Everestu je najpogostejši vzrok smrti fiziološki. Plezalci podležejo višinski bolezni, izčrpanosti ali podhladitvi. Preveč se naprezajo, sedejo v sneg in preprosto ne vstanejo več. Če si izjemno močan, dobro pripravljen in si pravilno razporediš moči, imaš več možnosti, da obvladuješ ta tveganja. Imaš nekaj iluzije nadzora. K2 ti odvzame ves ta nadzor
Nepričakovane nevihte, nepredvidljivi plazovi, padec temperature. Ekipa ruskih alpinistov je to izkusila na lastni koži leta 2006. Njihova odprava se je imenovala ekipa Kuzbas. To je bila 9-članska ekipa, poimenovana po srbski rudarski regiji, ki jih je sponzorirala. Vodja ekipe je bil Jurij Udjašev, 51-letni veteran, ki je že osvojil Dolgiri, Makalu, Loce in Everest. Toda K2 se ne ozira na vaš življenjepis. Poletje 2006 je bilo brutalno že od prvega tedna. Ekipa je v prvih 7 dneh goro jasno videla le enkrat. Preostali čas je bila skrita za nevihtami. Padajoče kamenje je uničilo njihove šotore v taboru 1, nekateri kamni so tehtali več kot 18 kg. Vetri so na višini 6400 metrov dosegali hitrost 145 km/h. Večina drugih odprav na gori je tisto leto spakirala in odšla domov. Ekipa Kuzbas je ostala, ker je ruska alpinistična skupnost znana po svoji trdoživosti in sposobnosti prenašanja neverjetnih količin trpljenja v razmerah, zaradi katerih se druge odprave obrnejo nazaj. Jedro skupine so sestavljali Arkadij Kuvakin, trener ekipe Aleksandr Fojt in Pjotr Kuznecov. Samo med Jurijem, Aleksom in Pjotrom so ti trije moški opravili 12 uspešnih vzponov na gore, visoke več kot 8000 metrov. To očitno niso bili amaterji, ki bi se lotili nečesa, česar niso bili sposobni. Bili so najboljši, kar jih je imela Rusija. Če je kdo zaslužil, da doseže ta vrh, so bili to oni. Torej, dva plezalca sta ostala zadaj in se pridružila Rusom. Jacek Teller iz Polske, Terence Bannon iz Severne Irske in odprava Kuzbas so bili zadnji, ki so ostali na K2. In če bi kdo poskušal osvojiti vrh, bi bila to ta skupina. Tako so Jurij in ostali izmenjevali majhne skupine gor in dol po poti ter obnavljali, kar je gora uničila, medtem ko so čakali na vremensko okno za vzpon, ki pa ga ni bilo. Kljub svoji drznosti niso bili nepremišljeni. Postavili so si rok, če se razmere do 13. avgusta ne bi izboljšale, bi šli domov. Toda prav tistega jutra, 13. avgusta, je bilo nebo prvič po več dneh nenavadno jasno. To je bila njihova priložnost. Končno so lahko poskusili doseči vrh te divje gore. Za ta poskus vzpona se je ekipa razdelila v 3 skupine za naskok na vrh. 2 Rusa, Viktor Kolbachenko in Aleksandr Gapanov, sta vodila na čelu. Za njima so sledili Jurij, Aleksandr Fojt, Pjotr in Arkadij. Tretja skupina, v kateri sta bila poljski plezalec Jacek Teller in Terence Bannon iz Severne Irske, pa je sledila z nekaj zaostanka, do 13. ure. Vse 3 skupine so dosegle zgornji del K2 v odseku imenovanem Ozko grlo, na višini 27400 čevljev zadnjo in najbolj smrtonosno stopnjo pred vrhom. Ta odsek je ozek, skoraj navpičen žleb iz skale in ledu, vendar naklon ni najbolj strašljiv del. Strah prihaja zaradi tega, kar visi neposredno nad njim, saj je tik nad vrhom ozkega grla ta ogromen, previsen serak, nestabilen kot sovjetska raketa na dan izstrelitve. Zaradi razporeditve te gore se plezalci ne morejo izogniti tej ledeni steni. Morajo hoditi neposredno pod njo. To pomeni, da so plezalci več ur izpostavljeni nestabilni, nenehno pokajoči strukturi, ki lahko brez opozorila odvrže kose ledu, velike kot stavbe, in to vse brez zaščite. Prehod skozi ozko grlo je v bistvu igranje ruske rulete z goro. Ekipa se je zavedala tveganj, a so vseeno nadaljevali. Premikali so se enakomerno skozi žleb, povezani z vrvjo in zbrani. Bili so močni, vse so delali pravilno. In vrh je bil že viden. In potem se je zgodilo. Ogromen blok zamrznjenega snega in ledu, širok 120 metrov in dolg 80 metrov, se je odlomil s pobočja nad njimi in z vso hitrostjo zadel ozko grlo. Ni bilo nobenega opozorila, nobene razpoke, nobenega grmenja, ničesar. Visoko nad njimi je sila bloka sprožila ogromen del ledu, ki se je odlomil. Tiha snežna plaz je zdrsnila po žlebu navzdol. Zadev je rusko ekipo na 8350 metrih in vse 4 moške odtrgal za skoraj navpične stene. V nekaj sekundah so Aleksandr, Jurij, Pjotr in Arkadij padli več tisoč metrov po gori navzdol. Sama silovitost padca in tisoče ton ledu ter snega, ki so sledile, so jih popolnoma pokopale.
Preostali člani ekipe so lahko sledili ostankom plazu vse do 7800 metrov nadmorske višine. Iskali so več kot 1 uro, ničesar niso našli. Nikjer na gori ni bilo nobenega sledu o 4 moških. Nobeno njihovo telo ni bilo nikoli najdeno. Nihče ni niti vedel, kje so bili. Šele 18 let kasneje, poleti 2024, je na K2 prispela italijanska odprava, da bi obeležila 70. obletnico prvega vzpona na goro. Med sprehodom po ledeniku je fotograf odprave Riccardo Salvatico naletel na nekaj, za kar je sprva mislil, da je stara oprema, napol zakopana v ledu. Ni bila oprema, temveč popolnoma ohranjeno telo z oblačili, ki so nosila logotip Bask, ruske alpinistične znamke. Riccardo je stopil v stik z Jacekom Tellerjem, poljskim alpinistom, ki je preživel plaz leta 2006 in opazoval, kako je ta odnesel njegove 4 soplezalce. Brez oklevanja je potrdil, da sta imela tako Pjotr kot Arkadij predmete z logotipom Bask. Telo so prenesli do spomenika Gilki, kamnitega obeležja ob vznožju K2, kjer se spominjajo umrlih na gori in jim nudijo dostojen pokop. Pred pokopom so na kraju samem vzeli vzorec DNK, vsi dokazi pa so kazali, da je telo pripadalo Arkadiju Kuvakinu. Drugi 3 možje so še vedno nekje v ledu in čakajo, da jih odkrijejo. Ruska odprava je brez dvoma izginila na K2. Gora jih je preprosto pogoltnila, toda to, kar se je zgodilo leta 2008, je bilo ravno nasprotno. 11 ljudi je umrlo. Gora jih skoraj nobenega ni zadržala. Tisti, ki so se živi vrnili v dolino, pa so leta preživeli v medsebojnih obtoževanjih glede tega, kar so videli, kar so storili in česar so se odločili ne storiti. Ta dogodek je sprožil eno najbolj burnih razprav v zgodovini alpinizma, vse zaradi načina, kako je bila past nastavljena. Do poletja 2008 je bilo vzdušje v baznem taboru na K2 nevarno napeto. Več kot 2 meseca so brutalne nevihte bičale goro in preprečevale vsakomur, da bi poskušal doseči vrh. Plezalci so obtičali v svojih šotorih, strmeli v vrh in opazovali, kako jim kopnijo zaloge in morala. Toda ni bilo samo vreme tisto, zaradi česar je bilo leto 2008 tako napeto. Bila je tudi ogromna množica ljudi na gori. Na gori je bilo več mednarodnih odprav iz različnih držav po svetu. K2 ni narejen za množice. Ko več ekip, ki govorijo različne jezike, poskuša uskladiti enoten vzpon na vrh, pride do težav v komunikaciji. Da bi preprečili kaos, so ključni vodje odprav, kot so Wilco van Droyen, ameriški vodja Mike Ferris in južnokorejski vodja Kim Jae-soo, sklicali pomemben usklajevalni sestanek v baznem taboru, kjer so se dogovorili, da bodo združili svoje vire. Najmočnejši šerpe in nosači iz korejske in mednarodne ekipe bi šli pred glavno skupino in napeljali varovalne vrvi skozi ozko grlo. Bil je dober načrt, vendar se je v trenutku, ko so 1. avgusta v popolni temi zapustili tabor 4, načrt popolnoma sesul. Napredna ekipa nosačev in šerp je imela stroga navodila, da odnesejo težke kolute vrvi na goro in zavarujejo ozko grlo. Tisti strašljivi 80-stopinjski ledeni kuluar, o katerem smo prej govorili, kjer en sam spodrsljaj pomeni takojšnjo smrt. To je edini kraj, kjer so vrvi popolnoma nepogrešljive. Namesto tega je predhodna ekipa v zmedi teme naredila katastrofalno napako in začela nameščati vrvi takoj nad taborom 4 na pobočjih, ki bi jih izkušeni plezalci zlahka preplezali brez varovalne vrvi. Ko je predhodna ekipa dejansko dosegla ozko grlo, edini kraj, kjer so vrvi res potrebovali, jim je popolnoma zmanjkalo vrvi. Ko je 1. avgusta 2008 ušlo sonce, je preostanek plezalcev prispel na vznožje ozkega grla. Namesto jasne, z vrvjo označene poti do vrha so našli predhodno ekipo, ki je panično poskušala potegniti vrv iz nižjih delov gore in jo prinesti gor. Desetine plezalcev so bile prisiljene stati tam v coni smrti na 8200 metrih, neposredno pod ogromnim previstim ledenim srakom. Ure in ure so čakali v ledeno mrzlem, redkem zraku. Njihova telesa so se hitro slabšala. Začela se je pojavljati hipoksija. Vsaka minuta, ki so jo čakali, je bila minuta, ki je ne bi imeli za spust. Ko so bile vrvi končno pritrjene in so se plezalci začeli vzpenjati skozi ozko grlo, je bila že popoldan. Nezapisano pravilo K2 je, da se moraš obrniti najkasneje ob 14. uri, ne glede na to, kako blizu si vrha, da si zagotoviš dovolj časa za sestop pred temo. Toda obsedenost z vrhom je zaslepljujoča bolezen.
Po 2 mesecih čakanja in s ciljem dobesedno pred očmi se skoraj nihče ni obrnil. Jer McDonald, Wilco Van Drunen, Marco Confortola, Južnokorejci in norveški par so vsi šli skozi ozko grlo in dosegli vrh. Vsi so dosegli vrh med 17 in 19:30 uro, jer je ponosno postavil irsko zastavo. Bil je izjemno priljubljena in splošno ljubljena osebnost v baznem taboru, znan po igranju na svoj bodran po šatorih in dvigovanju morale, ko je bilo vreme turobno. Plezal je iz čistega veselja, v upanju, da bo postal prvi Irec, ki bo osvojil K2. In uspelo mu je. Cecily Skog in Rolf Bae sta si na vrhu izmenjala poljub. Cecily sama je bila tako vrhunska vzdržljivostna športnica, da je kasneje postala prva ženska v zgodovini, ki je prečkala Antarktiko brez pomoči. Korejci so praznovali svoj narodni triumf. V ostrem nasprotju z neodvisnimi plezalci je bila južnokorejska odprava. Delovali so kot vojaška enota. Imeli so veliko sponzorjev, nosili ogromno opreme in bili pod izjemnim nacionalnim pritiskom, da uspejo. In 61-letni francoski alpinist imenovan Hugo de Barad. Bil je najstarejši plezalec na K2 tisto sezono. Že leta 2004 je stal na vrhu Everesta, vendar je bil K2 njegova obsedenost in njegov tretji poskus na tej divji gori je bil zagotovo uspešen. Naredili so zgodovino, vendar so bili zdaj ure za načrtom, izčrpani in pripravljeni, da se v temi spustijo po najbolj smrtonosnem odseku ledu na svetu. In čeprav tega še niso vedeli, je gora že nastavila past. Da bi se vrnili na varno v tabor 4, je moral vsak posamezen plezalec ponovno skozi ozko grlo. Predstavljajte si, da se prebijate skozi tisti strmi ledeni žleb, medtem ko vas duši hipoksija po skoraj 20 urah plezanja v popolni temi. Vaša edina rešilna bilka je tanka najlonska vrv, ki jo je napredna ekipa pritrdila tistega jutra. Če se držite te vrvi, preživite. Če se ne, umrete. Prva plezalca, ki sta dosegla ozko grlo med sestopom, sta bila Norvežana Rolf in Cecily. Bilo je malo čez 20 uro. Premekala sta se po fiksnih vrveh v temi, počasi in previdno. Cecily je bila nekoliko pred Rolfom na vrvi, njen mož Rolf pa tik za njo. In potem, brez opozorila, je po gori odjeknil zvok, podoben topovskemu strelu. Serak se je končno zlomil. Ogromen kos previsne ledene stene se je odlomil. Tisoče ton ledu je v temi padlo po žlebu navzdol. Zadev je Rolfa Baja neposredno, ga v delčku sekunde odnesel zgore in v prepad, prav pred očmi njegove žene. Toda plaz ni vzel le Rolfa. Parajoči led je deloval kot ogromna giljotina. Čisto je prerezal fiksne varovalne vrvi, ki jih je predhodna ekipa postavljala ves dopoldan. Nad ozkim grlom je bilo zdaj skoraj 200 izčrpanih, premraženih plezalcev, popolnoma obtičanih nad 8200 metri v temi, brez vrvi, brez varne poti navzdol, medtem ko jim je smrtna cona jemala še zadnje moči. In njihova edina pot do varnosti je pravkar izginila. Kratek ovinek. Vsak mesec je zgodba, ki nikoli ne pride na YouTube. Na Patreonu je, če jo želite, povezava spodaj. Kje smo ostali? Nastopila je popolna panika. V temi so nekateri plezalci začeli paničariti. Naglo so začeli poskušati prosto plezati navzdo po najbolj nevarnem odseku ledu na svetu, na slepo, prestrašeni, da jih bodo skrajni mraz in pomankanje kisika verjetno ubili, še preden bo vzšlo sonce. Ena izmed skupin so bili južnokorejski plezalci skupaj s svojim šerpo Jumuk Baltajem. Obupano so poskušali najti pot navzdol v temi. To je bila usodna napaka. V zmedi in temi so zdrsnili. Padli so po strmem pobočju, vendar namesto, da bi popolnoma padli zgore, so se silovito zapletli v mrežo preostalih pretrganih vrvi. Ostali so viseči z glavo navzdol in po strani na strmem ledu, pretepeni, krvaveči in brezupno ujeti. Više po pobočju so Wilco Van Drunen, Marco Confortola in Jer McDonald ugotovili, da je poskus sestopa v temi nemogoč. Namesto tega so se odločili prespati na prostem na višini 8230 metrov. Stisnili so se skupaj v snegu brez šotorov, spalnih vreč ali vode, močno so se tresli, medtem ko je cona smrti počasi izsesavala življenje iz njih. Čudežno so preživeli noč.
Ko pa je sonce končno ušlo zjutraj, 2. avgusta 2008, se je razkrila prava groza njihovega položaja. Ko so Vilko, Marko in Jer v jutranji svetlobi začeli obupan nevezan spust, so naleteli na prepleteno zmedo vrvi v ozkem grlu. Tam so viseli, še živi, a hitro izgubljajoči moč, ujete južnokorejske plezalce. Tukaj, v senci smrtonosnega seraka, so se možje zbrali. Tukaj bo v nekaj urah kar 11 ljudi izgubilo življenje. In prav tukaj se časovni potek razbije, kar rodi najtemnejšo in najbolj burno razpravljeno skrivnost v zgodovini K2. Kaj so trije možje naredili ali pa niso naredili, je povsem odvisno od tega, koga vprašate. Vilko Van Rooyen je trdil, da je prvi dosegel korejske plezalce, sam je bil že v resnih težavah. Takrat se mu je vid že močno slabšal, zgodnje faze snežne slepote pa so mu minuto za minuto kradle vid. Ustavil se je, pogledal v preplet vrvi, v krvaveče plezalce, ki so viseli na njej, in naredil izračun. Nadaljeval je pot. Kasneje je povedal, da jim ne bi mogel pomagati, tudi če bi poskusil. Sam se je vrnil v tabor 4. Marko je prav tako prišel do korejskih plezalcev. Ustavil se je. Po lastnih besedah je poskušal pomagati, nato je nadaljeval s spustom. Prišel je do dna. Jer McDonald je ostal. Trudil se je, da bi korejske plezalce osvobodil iz vrvi. Kako dolgo je delal, kaj mu je točno uspelo narediti in v kakšnem duševnem stanju je bil, ko je to počel, nihče ne ve. To so vprašanja, ki so razklala alpinistični svet, saj je zadnji podor seraka prišel, ko je bil še vedno tam. V enem samem trenutku je odneslo njega, korejske plezalce in njihovega šerpo, Jumika Boteja, zgore. Vsaj tako je rekel en moški. V Markovem poročilu Jer McDonald ni bil junak, ampak breme. Po besedah Italijana se je tragedija odvila takole. Trdil je, da sta z Jerom ure in ure preživela v ozkem grlu, se izčrpavala in poskušala rešiti ujete korejske plezalce. Toda na 8200 metrih deluješ s časovno bombo. Marko je povedal, da sta izjemna višina in izčrpanost na koncu zlomili Jerovo psiho. Marko se je predstavil kot razumen preživeli, ki je vedel, kdaj je čas za umik, medtem ko je trdil, da je Jer postal blodnjav in nevaren, izgubil stik z resničnostjo ter brezciljno tavala po pobočju svojo smrt. Bil je že nazaj v Evropi in dajal intervjuje, še preden so se drugi sploh uspeli spraviti zgore. Potem je pred kamere stopil še en preživeli, Vilko Van Rooyen, in vse skupaj še poslabšal. Obrnil se je na mednarodni tisk in javno obtožil druge odprave strahopetnosti. Opisoval je kulturo tam zgoraj kot vsak zase. Rekel je, da je slaba priprava stala življenja, da so bile vrvi nameščene na napačnih mestih in da bi lahko usklajen odziv rešil ljudi. Kazali je s prstom v vse smeri, svetovni mediji so to oboževali. Kar je bila zgodba o 11 mrtvih plezalcih, je postalo zgodba o tem, kdo je koga zapustil. In obtožbe so med preživelimi letele tedne dolgo. To, da bil je nekdo, ki je bil tisti dan na gori in je opravil več reševalnega dela kot kdorkoli drug. Nekdo, ki je imel fotografije, nekdo, ki je imel dokaze. Ime mu je bilo šerpa Pemba Gyaltse. Bil je glavni šerpa odprave Noref, iste ekipe kot Jer McDonald. Skupaj z Jerjem je osvojil vrh K2 1. avgusta. Tisto noč se je vrnil v tabor 4 in zjutraj 2. avgusta, ko je bil Marko še vedno nekje na gori, v kritičnem stanju, se je Pemba ponovno povzpel. Našel je Marka komaj pri zavesti v ozkem grlu. Oživil ga je s kisikom. Vodil ga je nazaj proti taboru 4, ko je še ena snežna plazovina zagrmela z vrha in zadela oba. Marko je začel drseti. Pemba ga je zgrabil za vrat od zadaj in ga držal. Marko je kasneje to sam odkrito priznal. Pemba mi je rešil življenje. Moški, ki je rešil Markovo življenje, je še vedno pešačil iz Karakoruma, medtem ko je Marko že dajal intervjuje v Evropi. In ko je Pemba šerpa končno spregovoril, je imel nekaj, česar Marko ni imel. Imel je fotografije. Med reševanjem je Pemba posnel visokoločljivostne fotografije ozkega grla. Na prvi pogled so digitalni časovni žigi na datotekah v trenutku razbili Markovo časovnico dogodkov. Toda prava skrivnost je bila skrita v ozadju, saj so preiskovalci kasneje, ko so povečali piksle Pembovih širokih posnetkov, lahko videli natančno lokacijo plezalcev.
Ti piksli so dokazali, da Jer McDonald ni izgubil razuma, ni brezciljno tavala po pobočju. Dokazi so pokazali, da je namerno in metodično delal na tem, da bi rešil korejske plezalce in da mu je to uspelo. Različica, ki jo je Marko razširil v svetovnih medijih, ni bila to, kar se je dejansko zgodilo. Pemba je bil popolnoma izbrisan iz zgodbe, še preden je sploh prišel domov in na njegovem mestu se je ukoreninila laž. Jerdževa družina tega ni hotela dopustiti. Odpotovali so v Pakistan in se osebno srečali s preživelimi. Leta so zbirali pričevanja, primerjali dokaze in si prizadevali za popolno rekonstrukcijo dogajanja na tisti gori. Sodelovali so z dokumentaristom Nickom Ryanom, katerega film iz leta 2023, Vrhunec, je javno in v celoti predstavil časovni potek dogodkov za vsakogar, ki ga je želel videti. Kar je film pokazal in kar so dokazi Pembe ter drugih potrdili, je bilo preprosto. Jared McDonald je rešil ujete korejske alpiniste, preden je umrl. Odločil se je z odprtimi očmi, popolnoma se je zavedal, kakšna bo cena, če ostane na 8200 metrih, in svojo odločitev je izpeljal do konca. Telo Jera McDonalda nikoli niso našli na K2. Spomin nanj je ohranjen pri spomeniku Gilki ob vznožju gore. K2 je v 2 dneh vzel 11 življenj, skoraj nikogar ni pustil za seboj. Da bi natančno razumeli, kako se je tisti dan to odvijalo na gori, si oglejte ta video.